Trumpovi kritiki pravijo, da iranska vlada predsednika vleče za nos in da iranskemu režimu ni mogoče zaupati. Kako je Trump na to odgovoril? Iranu ne zaupam. Zakaj? Ali pravite, da zaupam Iranu? Jaz sem zadnja oseba, ki bi zaupala Iranu. Ves čas so mi lagali. Trenutno imamo popoln nadzor nad Hormuško ožino. In morda bodo nekoč naredili kaj, potem pa bodo uničeni. Oprostite, ker se smejim, ampak stvar je v tem, da smo to že doživeli. Vedno znova ga slišimo, kako pravi, da jih bo ali izbrisal z obličja zemlje ali pa bo pogajal. In najprej, oni se sploh ne pogajajo. Pravzaprav je ravno nasprotno. Nenadoma režim pravi, da bo zahteval odškodnino za škodo, ki sta jo povzročili Združene države in Izrael med vojno. Zdaj pravim med vojno. Vprašanje je, ali vojna še vedno traja. In omenila si Trumpove kritike. Zdaj rada bi nekaj povedala. Veš, mi to vidimo. Američani in Izraelci na to gledajo zelo različnih zornih kotov. Tudi na predsednika Trumpa. Zdaj levica v Izraelu, ki še vedno ceni Trumpa za vse, kar je naredil, je vesela, da lahko reče, da je za vse, kar gre narobe, s to vojno ali ne vojno, in vsemi posredniške sile kriv Netanjahu, predsednik vlade Izraela. In v Ameriki je to povsem drugačna zgodba. Trump, čeprav to zanika, njegova priljubljenost pada. In to prihaja strani levice. Prav tako levica vedno sovraži republikance in seveda Trumpa, ampak tudi strani desnice. In ne samo od grojpersov, ki zapuščajo republikansko stranko. Prav tako prihaja od desničarjev, ki so popolni podporniki Trumpa. Torej, o čem moramo govoriti je, zakaj ta drugačen pogled in kaj mislimo, da Trump namerava. Ali je izstradanje režima ekonomsko, prav tako le še en del strategije za njegovo strmoglavljenje, namesto, da bi se morali vrniti v popolno vojno. Kaj imajo Američani radi? Kaj imajo Izraelci radi? Radi hitro in učinkovito uporabimo vojaško silo ter opravimo delo. Tako kot takrat, ko je odstranil Madura, kaj ne? Napad na Venezuelo je bil končan v nekaj urah. Cilj je bil dosežen. V boju z Iranom tega ne moš imeti. In to se še vedno dogaja. In smo že, koliko je zdaj, 6 mesecev, skoraj konc? Izračunaj sam, Rudi, ampak to se še vedno dogaja. In resnica je, da se temu tudi ne vidi konca. Ampak mislim, da je ena od težav, in o tem smo že govorili v našem podkastu, da ljudje na to pogosto gledajo tako. Ali kapitulacija, ali pa popolna dokončna zmaga, kot v primeru Madura, kjer preprosto zmagamo in je konec. In morda ima Trump prav, ko pravi, da gre pri Iranu za vojno izčrpavanja, kjer Amerika blokira njihove pristanišča, nimajo denarja, vsak dan imajo manj in manj virov, ni jim treba plačevati plač svojim vojakom in revolucionarnim gardistom, njihova družba pa razpada in pravzaprav, čeprav se zelo bahajo ti Iranci, iranski režim, čeprav se tako bahajo in seveda zmagujejo in tako naprej, v resnici vedo, da to ni vzdržno. In Trump verjame, da če bo nadaljeval s pritiskom, da lahko v tem zmaga. In veste, če je konflikt, če ni v polnem razmahu, ampak z manjšo intenzivnostjo, cene nafte ne poskočijo v neboh. So višje, kot so bile pred začetkom, vendar so padle in bodo ostale na neki vmesni točki. To je zanj politično izvedljivo. Ni mu treba odnehati z Iranci. In če pride do najslabšega po novembru, ko bodo volitve v Izraelu in Združenih državah, bo imel v prihodnosti veliko več svobode pri svojih odločitvah. Lahko bi bilo, ampak naj ti nekaj povem. Najprej, primerjava z Venezuelo vedno me zmoti, ko Trump uporabi to primerjavo. Venezuelci niso radikalni islamisti. Maduro iz Venezuele ni islamist. To je povsem drugačna zgodba in je zaskrbljujoče. Kadar zahodnjaki poskušajo primerjati takšne stvari, to pomeni, da nimajo pojma, s čim imajo opravka. In ni res, da iranski režim ve, da so njegovi dnevi šteti. Absolutno ne. V tem pogledu je to ideološko trdno. Ideja je, veste, smrt Izraelu, smrt Ameriki. To niso bili samo slogani. Resno mislijo. Tudi smrt Zahodu mislijo resno. In njim je dovolj, da visijo na nitki. Ker jih ne zanima, če zaradi tega trpijo ali umrejo 10 tisoči ali milijoni Irancev. Pravzaprav bi jih z veseljem vse pobili. Torej, jih to sploh ne zanima.
In to je nekaj, kar je zaskrbljujoče. Res je, da bi moral Trump režim finančno izstradati. Ampak ali ima res popoln nadzor nad Hormuško užino? Nisem tako prepričana. Torej, imaš prav. Mislim, če pogledamo širšo sliko, kje smo. Teoretično, ko je dosegel memorandum o soglasju, je bilo to pred več kot mesecem dni. Zdaj pa temu pravimo memorandum o nesporazumu. Kaj ne? Ampak ideja je bila, da je bil dogovor na mizi in da bomo imeli resen pogovor o jedrskem programu, ki je zelo, zelo resna zadeva, številka 1. Tako Trump kot Netanjahu pravita, tako. Vse ostalo je, veste kaj to, droben tisk. Ampak prava tema, o kateri bi morali govoriti, je jedrsko vprašanje. In o tem nismo govorili, ker prva tako imenovana lažja tema še ni bila rešena. In ožina je velika težava, ker je za svet pomembna zaradi cene nafte. Kakšna je danes realnost? Ožina ni odprta. Občasno ladje prihajajo in odhajajo, vendar je to le delček tistega, kar je bilo pred vojno. Ampak to, kar je naredil Trump, je popolna blokada iranskih pristanišč, kar pomeni, da Trump pravi, dokler boste ohranjali ožino zaprto, ne bo nič, nobene trgovine, nobene nafte ne bo šlo v in iz Irana, kar pomeni, da ima nadzor nad tem ozkim grlom. Kaj ne? In vprašanje je, še enkrat, brez vsega bahanja režima, kako dolgo lahko še naprej vodijo Iran, če nimajo denarja. In vemo, da je bilo njihovo gospodarstvo že pred februarjem v razsulu. Njihovo gospodarstvo je bilo v zelo, zelo slabem stanju. To je eden od razlogov, zakaj so ljudje januarja vstali proti režimu. Ne samo zaradi ideoloških razlogov. Ne samo zato, ker si želijo demokracije. Ampak tudi zato, ker v Teheranu del dneva ni bilo elektrike, ni bilo vode, da se je država razpadala. Ker ti ajatole lahko govorijo o džihadu, ampak očitno ne znajo učinkovito voditi države, saj se država razpada. Potem pa še vsa škoda zaradi vojne, vsa gospodarska škoda in zdaj še povečanje blokade in sankcij ter vsega tega, ali je režim res vzdržen v teh okoliščinah. To je nekako kot kuhanje žabe. Če žabo vržeš v vrelo vodo, skoči ven. Ampak to je metafora, ja ne vem, če je to znanstveno res, ampak če imaš nizek plamen in ga počasi zvišuješ, se žaba skuha do smrti in ne ve, kaj se ji dogaja. Je mogoče, da režim ve, kaj se dogaja. Ampak če konflikt ohranjaš na nizkem ognju in samo izčrpavaš, ker so stroški za Zahod, stroški za Združene države in Izrael relativno nizki. Še vedno so stroški, ampak so relativno nizki. Ampak na koncu je to lahko strategija, ki prinese rešitev, kakršno si želimo videti. Torej, da bo morda režim strmoglavljen, morda bodo na koncu prišli in prosili za diplomatsko rešitev. Nikoli ne bodo prosili za diplomatsko rešitev. Prosijo, da jim damo vse, za kar verjamejo, da si zaslužijo. Hormuško užino držijo za talca. S tem so rekli, v redu. Zdaj vemo zavedno, kako lahko držimo največjo velesilo na svetu kot talca, če to naredimo. In Američani pravijo, cene goriva rastejo. Potem pa Trump reče, v redu, počakajte, ustavili bomo. Ko rečeš vojna izčrpavanja, to v resnici sploh ni vojna izčrpavanja. Kar se dogaja, so nenehni poskusi atentata na Trumpa. Imel je dejanske poskuse atentata in mnogi so bili preprečeni. In vse to prihaja iz Teherana. Tukaj je težava, ko rečeš, veš, oni vedo in oni vedo. Ne, oni ne vedo. Poglejte Hamas v Gazi. Poglejte vse skupine, ki delujejo za Iran. Hamas v Gazi je bil skoraj popolnoma uničen. Njegova moč popolnoma, veš, lahko rečeš, desetkovana, opustošena, kakorkoli poimenuješ. To jih ne ustavi. Vsak posamezen terorist, kot ščurek, pride iz predorov, je dovolj pogumen, da napade izraelske vojake na tem, kar imenujemo rumena črta. In ta teden smo videli zelo nevaren incident. O tem trenutno ne bomo govorili. Enako je z Hezbolahom v Libanonu. Ne predajo se. Ni mar. Pripravljeni so se žrtvovati. Zagotovo bodo žrtvovali celo lastne otroke in vse druge, da bi dosegli svoje cilje. In to je nekaj, česar zahodnjaki ne morejo razumeti. Na nek način mi je celo všeč, da tega ne morejo. Ker je to res bolna ideologija in družba ter izkrivljanje vseh mogočih verskih prepričanj. Ampak tukaj smo.
Vendar pa je naslednje pomembno. Nekateri Izraelci pravijo, da je Trump v resnici zelo pameten glede vse te zadeve, ker čaka, da bodo vmesne volitve mimo. In ne glede na to, ali bodo republikanci zmagali ali izgubili, bo on potem predsednik brez prave moči, ki odhaja. In takrat lahko naredi, kar hoče. To nekateri pravijo. In da je to pravzaprav odlična poteza, ker dobivamo, poleg tega pa je, kot si omenila, tudi izraelske volitve teden dni pred temi vmesnimi volitvami v Ameriki. Nisem tako prepričana. Včasih, ko se spotikaš skozi stvari, ti lahko uspe, veš, ko Bog poseže vmes ali kdo ve kaj. In potem na koncu, in s tem se lahko poistovetiš, je še vprašanje streliva. Strokovnjaki vseh vrst pravijo, da Združenim državam Amerike primanjkuje streliva in prestreznikov. In to se je zgodilo zaradi dobavljanja prestreznih raket v Ukrajini in zaradi vseh prestreznikov, ki so bili porabljeni nad Perzijskim zalivom, ker je Islamska republika vedela, da lahko nadaljujejo napade nad zalivom. Nič se jim ne bo zgodilo. In potem so zalivske države šle k Trumpu in rekle, prosim, končajte vojno. Prosim, končajte vojno. Opazite, da Iran iz tega razloga ni napadal Izraela, ker ve, da bi se mi dejansko vrnili k popolni vojaški akciji. Torej, moja poanta je, da oni niso... To ne bo dovolj. In to je vprašanje, ker je dejansko povezano z orožjem in ne z voljo. To pa bo še treba videti. Tako da z tega vidika bi lahko rekli, da obstaja več razlogov, zakaj. Ta strategija ohranjanja konflikta, ne končanja konflikta, ne kapitulacije in sklepanja dogovora, ki si ga ta režim želi, ja, ampak z ohranjanjem konflikta na nižji ravni. Ali pa z nenehno vojno izčrpavanja, gospodarsko blokado in tako naprej. To ima dva cilja. En cilj je, da pridemo mimo novembra, ko bo predsednik imel več svobode za ukrepanje. In drugi cilj je, kot pravite, ali Izrael in Združene države uporabljajo ta premor, tako rekoč ta relativni premor, kaj ne, ker ljudje veste, nasilje je še vedno na nizki ravni, ampak ali ta čas učinkovito uporabljamo za obnavljanje zalog, ob predpostavki, da je bilo to potrebno narediti, torej ali vsi s tem pridobijo na vseh ravnih. Ampak vi ste postavili vprašanje in rekli ste, veste, imamo opravka z islamskimi skrajneži in ti ljudje se nikoli ne bodo predali, so skupina džihadističnih kamikaz in jim ni mar za človeška življenja. In vse to je res. Ampak mislim, da je to res, vendar je to le del resnice. V Iranu danes živi okoli 80 milijonov ljudi, če se ne motim. Recimo, da ima režim 10% podporo. Prav. To je 8 milijonov ljudi, ki pridejo na ulice in podpirajo režim. Ostali ljudje, ki bi jih Nixon imenoval tiha večina, si želijo, da bi režim odšel, vendar jih je strah, da bi ponovno šli na ulice, bodo doživeli udarec, kot so ga že, ali pa je pokol, verjetno boljša beseda, kot so ga doživeli januarja, prav, to ni davna zgodovina, spomnijo se, da je bilo to še letos, bili so pobiti na ulicah, ker so se uprli režimu. Zdaj, od 8 milijonov ljudi, ki podpirajo režim, so nekateri tam iz ekonomskih razlogov in zaradi družine. Prepričan sem, da je število tistih, ki so resnični ideološki džihadistični verniki, precej manjše. In če bi s pomočjo gospodarskega pritiska, in pravim, ker veste, vem, da je to vprašanje, ampak kot strategija, lahko zmanjšate moč tega režima. Če vojaki ne dobivajo plačila, če revolucionarna garda ne dobiva gospodarskih ugodnosti, na katere so navajeni, lahko zmanjšate tistih 10-%, ki podpirajo režim, kar okrepi tistih 90-%, ki se želijo znebiti režima, kaj ne, če niso prepričani, da bo revolucionarna garda streljala nanje, ker slišijo, da je tudi revolucionarna garda jezna zaradi tega, kar se dogaja. Kaj ne? Da vam bom primer. Govorili ste o primeru Gaze, jaz bom dal primer Libanona, prav? Izrael je udaril po Hezbolahu in ga močno prizadel. Hezbolah je le še senca samega sebe, kaj ne? Še vedno obstaja, še vedno lahko povzroči težave. Vendar ne more povzročiti takšnih težav, kot bi jih lahko pred nekaj meseci, kaj ne? Zelo smo oslabili Hezbolahov vojaški stroj. Kaj pa to pomeni, da ima libanonska vlada, ki je bila vedno nekakšna šala, ker je bila uradna vlada, a ni imela nobene moči, zdaj, ko je Hezbolah toliko šibkejši, dejansko več moči kot prej. Torej, ali je to mogoče? In ni zato, ker bi bila libanonska vlada močnejša, ampak so relativno močnejši, ker je njihov največji nasprotnik, Hezbolah, šibkejši. Zato so oni relativno močnejši. In bi se lahko isto zgodilo v Iranu, ker bi bila več kot 90% tiha večina, nenadoma opolnomočena, ker bi režim postal šibkejši zaradi gospodarskih, predvsem pa zaradi vojaških napadov Izraela in Irana in hkrati zaradi gospodarskega pritiska, gospodarske blokade
ozkih grl režima, ki so tako močno prizadete, da se začne tudi majhna skupina okoli režima lomiti. Vsekakor. Vedno sem bila za to, da se režim ekonomsko zaduši. Vedno, celo medtem, ko so bili vojaški napadi. To je izjemno pomembno, vendar očitno ni dovolj, kot vidimo. Če bi videla dokaze, da je to dovolj, in spet ljudje, ki so šli na ulice, so prestrašeni, bili so pobiti in mimogrede režim s tem še vedno nadaljuje. Obesiti ljudi na javnem trgu. Veste, to je zelo pomembno sporočilo za druge in to so nedolžni ljudje. Včasih samo, veste vi, če ste osumljeni povezav z Zahodom ali čemarkoli. In tako, vemo, da so zlobni. In vprašanje je, zakaj se je vojna ustavila, ko je bila na poti do zmage, tudi na jedrskem področju. Zdaj vemo, da v Pickaxe Mountainu delujejo centrifuge. In to je potem, ko sta Združene države Amerike in Izrael, predvsem Združene države, na koncu vstopili v 12-dnevno vojno in bombardirali obrata Natanz in Fordo. In res je, da je še vedno jedrski prah, kot temu pravijo, pod ruševinami. Vendar so ti obrati uničeni. Toda, glej ga zlomka, v Pickaxe Mountainu so centrifuge. Torej nekdo pomaga temu režimu. Je to Kitajska, je to Rusija, jih oni dobavljajo, jih dobivajo po stranskih poteh, vsekakor ne pomagajo iranskemu ljudstvu. In dovolj mi, da rečem, da bi se morali ti in jaz za trenutek ustaviti in se pokloniti iranskemu ljudstvu. Rekli so jim, potem ko so bili ves ta čas pobijani, da je pomoč na poti. Na to je trajalo še več tednov, vse do konca februarja, da je ta pomoč dejansko prispela. In iransko ljudstvo je vzklikalo Trumpu in vzklikalo premijeju Netanjahuju. In zdaj se nenadoma počutijo izdane. In predvsem se počutijo izdane strani Trumpa. To vemo od ljudi, ki imajo povezave znotraj Irana. In njihovi glasovi so bili utišani zaradi pogovorov o Trumpu, Netanjahuju, bombah, ne bombah. Kaj pa oni? Treba se jih je spomniti. Trpijo in nujno potrebujejo pomoč. In tudi zrušitev tega režima, in to na vojaški način, pomaga tudi preostalem svetu. Vsak Američan, ki misli, mimogrede, kritiki Trumpa v Ameriki, desničarski kritiki pravijo, nismo potrebovali te vojne, teh večnih vojn, in začnejo govoriti o Bushu in Afganistanu. Vse, kar pravijo, so negativne stvari v vojski. Vi, vsi, vse, kar želite, so večne vojne. To je laž, kot ste rekli. Ni večna vojna. To se bo spremenilo v večno vojno. Zmagovali smo v vojni, potem pa smo se ustavili. To je grozno. Svojemu sovražniku tega ne poveš. Sovražnik te mora prositi za mir in kapitulirati, odložiti orožje. Namesto tega je Trumpova administracija rekla, s pomočjo Witkofa in Kushnerja, njegovih svetovalcev, ter s pomočjo naših sovražnikov, Pakistana in Katarja, da rečejo, ne, pogajajmo se. Napačno. V tem smislu sem popolnoma proti politiki administracije, hkrati pa podpiram Trumpa. Ampak zame je to najslabša stvar, ki jo lahko narediš sovražniku, ki je tik pred porazom. Da mu daš umetno dihanje. Torej govorite o večni vojni in očitno Američani, in morda je travma premočna beseda, ampak po neuspehih v Afganistanu in zelo velikih težavah v Iraku ter vojnah, ki so trajale leta, desetletja, da za Američane, veste, če se vrnemo do Vietnama, ideja večne vojne ni nekaj, kar bi veliko Američanom vzbujalo veselje. In to razumem. Ampak mislim, da morajo ljudje tudi razumeti, da Izraelci prav tako ne marajo večnih vojn. Izraelci želijo zmagati in se vrniti v normalno življenje, kaj ne? Vrniti se, veste... Še posebej, ker Izraelci vsi sodelujejo v vojnah, za razliko od Američanov. Ja. Edini Američani, ki se borijo v vojnah, so tisti, ki so se prostovoljno pridružili vojski. Vojska, ja. Vsi mi to moramo storiti. In naši otroci, in naši možje, in naše žene, in bratje, oprostite, resnično ne maramo vojn. Torej, vprašanje je, in mislim, da si morajo ljudje to vprašanje zastaviti. Mislim, da je tudi Trump to javno izpostavil. In mislim, da ima pri tem 100% prav, ko pravi, glejte,
To je bila večna vojna. In ta vojna se je začela z islamsko revolucijo pred pol stoletja v Iranu. In ena prvih stvari, ki so jih naredili, je bila ta, da so prevzeli ameriško veleposlaništvo in zajeli ameriške diplomate za talce. To je režim, ki je od prvega dne vzklikal smrt Ameriki, smrt Izraelu. Samo šalil sem se. Zdaj imajo vse te stvari o tem, da je Asad v Rusiji, nekdanji sirski diktator je v Rusiji. Ja, Putin mu daje dom. Ali si lahko kdo predstavlja scenarij, kjer Sirci vstopijo v rusko veleposlaništvo v Damasku in vse vzamejo za talce ter rečejo, vrnite nam Asada? Tako kot so Iranci storili Američanom. Ne, Rusi tega ne bi prenašali niti trenutek. In zakaj to pravim? Ali je to režim, ki je bil od prvega dne protiameriški, protizahodni, antisemitski, protiizraelski, kaj ne? Grozen režim. Razglasili so vojno proti nam. Tako Amerika kot Izrael sta imela zelo dobre odnose z Iranom. Ni stvar v tem, gre, če parafraziram Jamesa Carvilla, gre za režim, neumnjak. In vprašati se moraš prav, tudi zdaj, kljub vsem težavam s cenami goriva. Če bi tisti Iranci, ne bi smel reči tisti Iranci, če bi tisti iranski režim kdaj dobil jedrsko orožje, prav? Potem bi bil ves svet izpostavljen temu izsiljevanju. Z drugimi besedami, dokler je režim takšen, kot je, še enkrat ponavljam se, problem je režim. Ta režim nam je napovedal vojno. Lepo je reči, da sem proti večni vojni. Ampak si že v večni vojni. In vprašanje je, ali boste dovolili temu sovražniku Zahoda, Združenih držav Amerike, Izraela, ali boste dovolili, da pridejo do jedrskega orožja. In vsa ta pogajanja, veste, o jedrskem vprašanju, so bila popolnoma lažna pogajanja. Niso bila resna, ker vsak, ki ima vsaj malo pameti, ve, da Iranci najprej sploh ne potrebujejo jedrske tehnologije za miroljubne namene. Imajo vse te fosilne vire, kaj ne? To je bilo popolnoma lažno. Lažno prepričanje, da so nekako, ne vem, veliki okoljevarstveniki, da nočejo uporabljati fosilnih goriv, smešno, kaj ne? In drugič, zakaj sploh potrebujejo obogatitev? Ne potrebujejo obogatitve. Če ne želijo izdelati bombe, bi lahko, veste, tako kot druge države, ki uporabljajo jedrsko energijo brez jedrskega orožja, uvažali svoj uran. In ni nobenega razloga, da bi morali, veste, izvajati lastno obogatitev. To je bilo resno. Vsi resni ljudje so od samega začetka videli, da je bil to program za pridobitev jedrskega orožja. In posledice tega niso nevarne samo za Izrael. To je nevarno za regijo in za ves svet. Pomislite še enkrat, če bi Iranci rekli, blokiramo pristanišče, dokler ne kupite naše nafte ali tega ali onega, imeli bi to možnost. Imajo svet v primežu tega naftnega ozkega grla. In mislim, da je Trump enkrat rekel, veste, Američani lahko krivijo, razumem, zakaj, ko nafta doseže $100 za sod, ampak z jedrsko silo v Iranu bi lahko rekli $200 za sod. Lahko bi rekli $250 za sod. Kaj boste potem naredili glede tega? In zato mislim, da je ključno, da ljudje razumejo, ko rečete, da ste proti večni vojni, morate reči, morda smo bili v večni vojni. Druga stran pa je samo čakala, da bo imela orožje, da jim ne bomo mogli več nasprotovati. In o tem je treba razmisliti. Prav. In o tem bi rada povedala dve stvari. Veste, kaj je zanimivo? Zanimivo je, da ko so ZDA šle v vojno z Irakom in je Saddam Hussein pošiljal, veste, Scud rakete v Tel Aviv, so Združene države rekle Izraelu naj ne posreduje. In nismo. Ampak ali veste, da vsi tisti idioti v Ameriki, ki krivijo Izrael za večno vojno v Iraku, ali veste, da je bil Izrael vedno proti Iraku? Rekel je, spravite se nad Iran. Iran je. Ne bodite neumni, Iran je. Vedno. Naj bo to najprej jasno. In drugič, naj vam povem nekaj o Jimmyju Carterju, ki veste, pred 50 leti, ko so bili študenti za nekaj, ni bilo, skoraj sem rekla, študenti za pravičnost v Palestini. Zakaj? To sploh ni bil freudovski spodrsljaj, ker so si zelo podobni. Študenti za nekaj so prevzeli ameriško veleposlaništvo in za 4 dni zajeli 52 članov osebja ameriškega veleposlaništva za talce. In Jimmy Carter je v svoj dnevnik zapisal, ko so mu to povedali, glede tega ne moreš veliko storiti. V tistem času je nato sprožil neuspešno operacijo za njihovo reševanje. Ampak naj vam nekaj povem. Ko so te študentje pravim, ker niso preživeli veliko časa v učilnici, tako kot ti ameriški radikalci, ki ne preživijo časa v učilnici, veste, kaj so naredili? Njihov glavni načrt je bil sprva. Razmišljali so, da bi prevzeli sovjetsko ambasado. In so si premislili, ker so vedeli, da bi jih Sovjeti preprosto vse pobili v trenutku, tudi če bi bili nekateri talci ubiti.
In Amerika, vedeli so, da Jimmy Carter ne bo naredil ničesar. In res ni. In ko je CIA in celotna CIA vprašala, bili so, Amerika je spraševala, kaj naj naredimo? Kaj naj naredimo? In CIA je vprašala, ali lahko kaj naredimo, ali pa, in vprašali so Delta Force, enoto, ki je kasneje poskušala rešiti talce, so rekli, kako lahko pomagamo? In veste, rekli so, povejte nam, kje so talci v ambasadi, v kompleksu, ker so bili tudi v drugi stavbi. Bistvo je, v redu, dejte nam zemljevid, označite nam to. Rekli so, tega res ne moramo storiti. In ne samo to, še huje. Dali so poročilo o tem, kaj bo Delta Force naredila, ko so vzleteli, da bi rešili talce. Rekli so, v redu, to bomo naredili, pristali bomo s helikopterji, šli bomo čez cesto, preplezali bomo zid in onesposobili stražarje. In potem so predstavniki administracije rekli, počakajte malo, kaj mislite s tem? Da jih odstranite? Mislite ubiti jih? In Delta Force je rekla, ja, v redu, naj samo spomnim, vse, ki se takrat še niso rodili. Nekateri se tega spominjamo, kot da bi bilo včeraj. V redu. Torej, bistvo je, da tem zlobnim pošastem ne smete dovoliti niti centimetra. In imaš prav. To je bila večna vojna z posredniškimi silami povsod, ubijali so Američane in nedolžne ljudi po vsem svetu. Zdaj je čas, da to postane kratka, odločilna vojna. Zdaj želim preiti na Gazo, ker se bližamo koncu. In ta teden se je zgodilo nekaj zelo zanimivega. In to si zasluži vsaj 5 minut naše pozornosti, ker smo obdelali Iran, zdaj pa je čas, da vsaj malo omenimo Gazo. Trump, kot smo že govorili v prejšnjem podkastu, je napovedal, da je prišlo do preboja, da se je Hamas strinjal z razorožitvijo in morda bomo imeli nov odnos z bolj, miroljubno Gazo. In na mizi je ta 15-točkovni načrt, ki ga, kako se že imenuje, Odbor za obraz. Kapuca miru je pogajala s Hamasom, kar vključuje tudi dajanje nekaj denarja, da jim, kako se reče, podmažejo kolesje, tako rekoč, in tako naprej. In potem je Netanjahu javno povedal, da Izrael ne sprejema tega 15-točkovnega načrta. Izrael ga zavrača in potem so vsi obrnili kamere proti Washingtonu, rekli so, Američani bodo zelo razburjeni. In tako je odgovoril predsednik Trump. Hvala, predsednik. Ali ni tako, da bi morali videti komarja? Hvala, Sam. No, jaz sem to povedal Antilom. Res sem, moj odziv je zelo dober. Hvala. Hvala, fanke. Predsednika vprašajo, ali ste jezni? Imam izjavo. Netanjahu je javno v Izraelu povedal, da ne sprejema tega 15-točkovnega načrta in rekel je, da bo kasneje v dnevu podal izjavo. Pa je ni. In je tudi od takrat ni podal. Ampak rekel je, naš odnos je v redu. Rekel je, naš odnos je v redu. Tako da mislim, da obstajajo določena razumevanja med Izraelom in Združenimi državami. In ti dogovori so, da se ne bo zgodilo nič bistvenega, dokler se Hamas dejansko ne razoroži. Z drugimi besedami, vse se pokaže v praksi. In Izraelu ni treba umakniti se, Izraelu ni treba oditi, Izraelu ni treba veliko storiti glede česarkoli. Lahko ostanemo tam, kjer smo, dokler se Hamas ne razoroži. In med nama Hamas se prostovoljno ne bo razorožil. In tako lahko rečeš, no, to se bo zgodilo. Torej, vsaj v tem času je Izrael prisoten na območju, ki obsega med 60 in 70% Gaze. Imamo to varnostni pas, ki drži Hamas stran od naših civilistov. Ni popolna rešitev, ampak, kot sem že rekel prej in poznate me, to je klišé pri Marku Reganu, ne dovolite, da dobro stoji na poti popolnemu. Ne dovolite, da popolno postane sovražnik dobrega. V redu, mimogrede se s tem strinjam. Ne dovolite, da popolno postane sovražnik dobrega. Moj problem pa je vedno, da ne dovolite, da katastrofalno izrine dobro. V redu? Torej, tukaj je stvar. Zanimivo je, in to povzroča veliko, rekla bi, zaskrbljenost v Izraelu med, rekla bi, bolj desno usmerjenimi Izraelci in podporniki Netanjahuja. Kaj se dogaja? Netanjahu je vstal, rekel je, tega načrta ne sprejemam, vendar, svet za mir, nekdo iz sveta za mir je rekel, veste, ne razumem Netanjahuja. Govori odločno, pravi, da tega ne sprejema. In vendar se obnaša, kot da je te točke sprejel. In kaj je ta oseba mislila? In postalo je zelo zaskrbljujoče, ker teroristi Hamasa, ker ali je del tega načrta, da Izrael preneha loviti celo teroriste iz
7. oktobra. In vse, kar to pomeni, je, da lahko izraelski vojak ubije terorista le, če ga ta napade. Drugače povedano, Izrael, IDF mora odložiti orožje in ne sme biti agresiven. In ta oseba iz odbora za mir, ne vemo, kdo je, ne vemo, kateri član odbora za mir je bil, je rekla, veš, Netanjahu, smešno je, ker veš, on je to rekel in mislil bi, da nas želi razjeziti, ampak v resnici on izpolnjuje te točke in Hamas jih ne. Torej to, zakaj nas to skrbi? Ker vidimo, da je IDF rekel, da so zdaj previdni. In kar se je zgodilo včeraj ali predvčerajšnjim je bilo, da so teroristi napadli vojake IDF. Zelo nevarno. Lahko bi koga ugrabili, lahko bi se spet znašli v podobnem scenariju. Torej, kot sem rekla, vesela sem, da je Netanjahu rekel ne, ampak nisem vesela, da ne ukrepa glede tega. Ne? 100. Torej, ko rečeš ne, želiš to povedati na način, da bodo Američani zadovoljni. In mislim, da ko predsedniku rečeš, sprejemamo vaše načelo, da mora biti Hamas razorožen, demilitariziran in tako naprej, in da se bomo umaknili šele takrat, in če je to načelo sprejeto, potem je mogoče pokazati določeno mero prilagodljivosti. In kar zdaj vidimo in kar slišim iz izraelskih virov prek medijev, ker ne delam več za vlado, pravijo pa, seveda, če terorist Hamasa grozi, to ne pomeni, da moramo čakati, da ustrelijo. Če pa počnejo nekaj, kar se zdi grozeče, so na mestu, kjer ne bi smeli biti. Lahko udarim. Prav tako verjamem, da imamo pravico napasti vsakomur, ki je imel kakršnokoli povezavo z masakrom 7. oktobra, kar v bistvu pomeni vsakogar, ki je aktiven član Hamasa. Ne zdaj, ne zdaj. Torej razumem, da je to nekaj, na čemer Izrael vztraja. Da če vidimo nekoga, ki je neposredno odgovoren za pobijanje Izraelcev, je tudi on legitimen cilj. Ampak najpomembnejša stvar je, in še enkrat, če želite popolnost, je ne boste dobili. Ampak ali je to rešitev, ki je izvedljiva? Z drugimi besedami, Izraelu ni treba umakniti niti enega palca ali centimetra, odvisno od tega, ali živite v Avstraliji ali Združenih državah. Da, ni nam treba, smo na rumeni črti, ostanemo na rumeni črti, lahko smo proaktivni pri soočanju z grožnjami ali pri odstranjevanju ljudi, za katere vemo, da so posebej slabi fantje. Mislim, da je to situacija, s katero lahko Izrael živi, in če Hamas naredi kaj neprimernega, kaj ne, in takrat bomo zelo silovito V redu, odgovorili. no, ta teden nismo. In še več, imaš prav, ampak točno to je rekel Netanjahu. Ampak potem je vojska dobila drugačna navodila. Torej, mislim, da praviš, naj popolno ne bo sovražnik dobrega. Moramo biti zelo, zelo pozorni. Vojski ni bilo rečeno, da se mora umakniti iz katerekoli točke, kjer smo. Deandre, Govoriš samo o tem. rekli, naj ne gre za nobenimi oktobri. Ne, nehaj jih zasledovati, samo končaj. Pravzaprav se jim je dejansko približala grožnja. In tam je V bil redu, problem. ampak Torej, na ni koncu je tako. bilo to odpravljeno. V redu? In mislim, da je beseda grožnja dejansko, bodimo jasni, grožnja je nekoliko nejasna. Kaj je grožnja? Kaj predstavlja grožnjo? To je lahko zelo subjektivno. Mislim, da to daje Izraelu manevrski prostor, da nadaljuje Prav. s tem, Torej, kar moramo tega storiti. ne bi smeli nehati početi, se strinjam s tabo. Imeli smo ta Nisem. manevrski prostor. In potem, ko je prišel ven 15-točkovni načrt, smo nenadoma prenehali izkoriščati ta manevrski prostor. Zato pravim, na terenu smo dejansko nekoliko kapitulirali pred tem 15-točkovnim načrtom. Ne, da bi rekli, da to počnemo. Tako da sploh ne dobimo priznanja. Ne dobimo priznanja za sprejetje načrta, pa vendarle ukrepamo. To je nevarno in bomo videli, kaj se bo zgodilo do naslednjega tedna. Najprej, to je res. Ampak ko rečeš, veš, ne dobivamo priznanja, mogoče nam BBC in CNN res ne priznavata zaslug, ampak mogoče nam najpomembnejša oseba v Washingtonu DC priznava zasluge. In to smo videli v videu. Drugič, ko se naslednji teden spet srečamo, in se tega seveda veselim, Ruti, boš morda videla, da je Izrael dejansko odstranil nekoga. Še enkrat. Grožnje se pojavljajo. Če se pojavi priložnostna tarča, ne vidim, da bi Izrael nenadoma postal vegetarijanec. Če vidimo Hamasovega morilca, nekoga, ki nas želi ubiti, je to grožnja in ga lahko odstranimo. Prav, v redu. Torej, ti in jaz se lahko prepiramo o teh točkah. Ali o tem, ali to še vedno počnemo ali ne. Ker je naš čas potekel in imamo še toliko več za razpravljati in zaključiti želimo še z eno mislijo. Še enkrat, osebno bi rada povedala, da nismo pozabili na iransko ljudstvo in vemo, da trpite. Izrael vas podpira
In moram reči, če obstaja kakršenkoli konsens v Izraelu, kar je res težko najti v Izraelu, še posebej pred volitvami, vsi v Izraelu sočustvujejo. Vsi sočustvujejo z iranskim ljudstvom in molijo za dan, ko boste osvobojeni iz krempljev teh pošasti. Amen. Torej, spet bomo tu naslednji teden. Tega se veselim.